Komisarka Marta Kos kot zanesljiva sodelavka komunistične tajne policije. Za jugoslovansko tajno politično policijo se je udomačilo ime UDBA. In Slovenka Marta Kos, komisarka Evropske unije za širitev, je bila nekaj let v času obstoja socialistične federativne Jugoslavije tajna in zanesljiva sodelavka komunistične tajne policije, bolj podrobno slovenskega dela jugoslovanske UDBE. V izbruhu jeze, zaradi visoke evropske denarne kazni, ki mu je bila nedavno naložena, je najbogatejši zemljan Elon Musk člane Evropske komisije na X-u ozmerjal s Stasi komisarji. In tukaj ima Musk absolutno prav, vsaj v enem primeru, žal v slovenskem. Namreč komisarka Marta Kos, kot že povedano, je bila sodelavka jugoslovanske tajne politične policije, neuradno znane kot UDBA. Stasi pa je bil skrajšan naziv za vzhodno-nemško tajno politično policijo. No, Elon Musk na X-u to svetovno znano in zločinsko ime uporablja kot splošni pojem za vse tajne politične policije. Tako je Musk nevede zadev polno, vsaj za Marto Kos, ko je pljuval po Stasi komisarjih, saj je ona dejansko bila vpeta v tajno komunistično policijo Jugoslavije, ki je bila po svoji zgodovini, načelih in metodah dvojček Stasija. Zgodba udbovske sodelavke Marte Kos je sedaj razkrita v knjigi Komisarka, avtorja Igorja Omerze, in je na voljo bralca. Pomembno je poudariti, da je naša komunistična tajna policija razlikovala med registriranimi viri in registriranimi sodelavci. Oboji so dobili kodna imena, toda viri so samo poročali, medtem ko so bili sodelavci bolj proaktivni, so provocirali, širili dezinformacije in sodelovali v skrivnih akcijah doma in v tujini. V dvomilijonski Sloveniji je UDBA na primer leta 1987 obdelala okoli 120 tisoč oseb. To raboto je opravljalo 700 udbovcev in udbašic s pomočjo javne policije ter s 3500 registriranimi viri in sodelavci. Komunistična tajna policija je delovala v Sloveniji kot del jugoslovanske od leta 1944 do leta 1990. Jugoslovanska tajna politična policija je bila ustanovljena strani komunističnega voditelja Tita v vojnem času, 13. maja 1944, takrat še pod imenom OZNA, in marca 1946 se je preimenovala v UDB. V pogovornem jeziku so ji kmalu dodali črko A, odtod torej UDBA. In takšen pogovorni, neuradni in ponarodeli naziv za našo politično policijo uporabljamo še danes. UDBA je bila odgovorna za ohranjanje komunističnega režima v Jugoslaviji. To je počenjala s preganjanjem politične opozicije doma in delovanjem proti politični emigraciji. Marta Kos je bila vodena in inštruirana strani tajnega policaja Stojana Celina iz udbaškega centra v Slovenj Gradcu, ki je bil eden izmed 13 centrov UDBE v Sloveniji. Njemu je tudi poročala, pisno in ustno. Celin pa je na tem temelju sestavljal tajna poročila za vodstvo UDBE v Ljubljani. Vsa ta poročila pa je, ko jih je Celin sestavil, podpisoval Slavko Verčkovnik, šef slovenjgraške tajne policije. V Ljubljani sta jih brala udbaša Nikola Prukšelj in Jože Žabkar, ter verjetno še kdo drug iz mračnega in skritega udbaškega kraljestva. In kakšno naključje, kajti prav tajni policaj Jože Žabkar je 31. maja 1988 odpeljal Igorja Omerzo, avtorja nove knjige Komisarka, na udbovsko zaslišanje. Istočasno so udbovci odpeljali iz podjetja Mikroada tudi Janeza Janšo, tam zaposlenega, in ga po zaslišanju takoj aretirali. Najprej je Kosova bila registrirana kot vir, kar je že dolgo znano iz njene šifre 14.000 v centralni aktivni evidenci oziroma ponarodelo udba.net. Prvič do sedaj pa je v omenjeni knjigi Komisarka pisatelj Igor Omerza objavil arhivske udbaške dokumente, kjer nastopa Marta Kos in iz katerih je razvidno, da so ji udbaši kot registriranemu viru dodelili kodno ime Tara. Ko je v začetku leta 1990 nastopila s pomočjo UDBE službo na kolenskem radiu Deutsche Welle, so jo povišali v sodelavko UDBE s kodnim imenom Blanka.
V tem svojstvu je na primer prodrla tudi v nemško televizijo ZDF. Sestavljenka njenih kodnih imen, Tara Blanka, neustavljivo spominja pisatelja Igorja Omerzo na popevko Paloma Blanka, Beli golob. Marta Kos je v javnosti in na dveh zaslišanjih, prvič pred slovenskimi in drugič pred evropskimi parlamentarci, odločno zanikala vsakršno sodelovanje s komunistično tajno policijo. Na primer, pred celo Evropo je v Bruslju izjavila: I have never been informant or worked for the Secret Service of Yugoslavia, which is not UDBA. UDBA was dissolved in 1966, and at that time I was 1 year old. So if you speak about the Secret Service, it was SDV. But once again, I have never been a collaborator of the Secret Service. Takrat je to laganje še uspelo, saj je bila znana samo njena udbaška šifra, no sedaj, po Omerzovi knjigi Komisarka, kjer je nanizano 10 dokumentov iz slovenskega arhiva o njenem udbaškem pedigreju, takšno zanikanje ni več mogoče. Slovenska vlada, ki jo vodi Robert Golob, je bila javno opozorjena na udbovski status Marte Kos, ki izhaja iz centralne aktivne evidence oziroma udba.neta, pa se je na to popolnoma požvižgala. Vlada bi morala pod takim težkim in dokumentiranim očitkom o sodelovanju Kosove s tajno politično policijo takoj zahtevati od Arhiva Republike Slovenije strokovno mnenje o tem. Toda ne, šlo se je z njeno kandidaturo za evropsko komisarko do konca. Sedaj novimi in dokumentiranimi razkritji o Marti Kos je ta konec postal zelo bridek. S tem neodgovornim in samomorilskim početjem je naša, slovenska vlada udbovsko kontaminirala evropsko vlado in njeno voditeljico Ursulo von der Leyen. Še huje, sama Marta Kos se je s tem izpostavila izsiljevanju, strani tistih, ki so gotovo poznali oziroma še dandanes poznajo njeno tajno preteklost. Niso samo nekateri slovenski tajni policaji vedeli za sodelavko Marto Kos, ampak so o tem iz Slovenije poročali tudi v Beograd, na sedež zvezne udbe. Namreč vse, kar se je tikalo tujine, in Marta Kos je kot sodelavka odšla na Deutsche Welle, je moral odobriti zvezni načelnik jugoslovanske tajne politične policije. In zato je prvenstvena vrednost sedaj prvič razkritih dokumentov o njenem sodelovanju s komunistično tajno politično policijo v tem, da izsiljevanja Marte Kos z njeno udbovsko preteklostjo sedaj in v bodoče niso več mogoče. V tem oziru se je evropska vlada, Ursula von der Leyen in sama komisarka Marta Kos znebila velikega bremena. Bolje pozno kot nikoli. Ob tem pa se seveda neizbežno postavlja tudi vprašanje integritete Marte Kos, in to v zvezi z njenim komisarskim položajem. Ona je namreč na evropskem zaslišanju ob zanikanju sodelovanja z UDBO, o tem jo je vprašal tudi poslanec iz Bolgarije Ilhan Kyučuk, dejala: It is about my integrity. And I'm happy that you asked the question because it gives the opportunity that before or in front of all of you we clear this once forever. S to knjigo komisarka avtorja Igorja Omerze, ki je sedaj dana v javnost, se je ta njena večna integriteta sesula v prah in pepel. S tem je njen položaj komisarke v Evropski komisiji postal neugleden, nedostojen in nevzdržen.